pozdravljeni. Nekako se danes za tole govornico šihtamo, bi rekel z grdo besedo, neki razmisleki, ki zadevajo krajše časovno obdobje in bolj ozko opredeljen predmet, in tisti, ki čutijo nalogo, da pogledajo stvari bolj na široko, nekako v vsenarodni dimenziji. Zanimivo je, da nekje je refleksija samoumevna, medtem ko gledanje na preteklost, pa tudi med nami, se zdi, kot da ni popolnega soglasja, da je pravzaprav prav tako nujna, da se podvrže refleksiji. Meni so dodelili zelo ambiciozen naslov, kje se rojeva dobra prihodnost. Seveda odgovora enoznačnega ni, zato sem si dodal še podnaslov, nekako malo ironično, kje so 3 stopnje popolnosti na slovenski način. Vsi vemo, da smo kristjani lahko zelo zanikrna bitja, lahko pa sledimo naročilu, naj bomo popolni, kakor je popoln naš nebeški oče. Glede tega nas s teološkega vidika bolj ali manj uspešno učijo cerkvi. Ima pa ta trud za popolnost tudi svojo družbeno dimenzijo. V tem smislu bom nanizal 3 nivoje, 3 koncentrične kroge, s katerimi v Sloveniji lahko preverimo, koliko smo kristjani. Predvsem zato, ker je vsaka stopnja težja, ker vsaka izzove več nerazumevanja, več odpora, tudi med sokristjani. Mimogrede, ne gre za ekskluzivno pot kristjanov. Po podobni poti lahko hodi vsak človek, ki ima v sebi dovolj človečnosti in poguma. Prva od omenjenih težavnostnih stopenj je ta, da se upaš opredeliti v krogih, kjer biti kristjan pomeni toliko kot biti čudak, fanatik, hinavec, fosil. Že s tem si na nek način kristjan v javnosti. Ampak v tej stopni ne bom izgubljal minut, saj se glede tega v cerkvah bere, kdor bo mene zatajal pred ljudmi, ki bom tudi jaz zatajal pred svojim očetom. Skratka, ni lahka stopnja, a tu ni dvoma, kaj je naša naloga. Druga stopnja je precej bolj zapletena. Kristjan v politiki. Če se hočeš danes glede kakšne stvari strinjati s sogovornikom, bo najzanesljivejša pot, da udariš po politiki. To se počne povsod. Od pomokrenega banavza za šankom, pa vse do katoliškega intelektualca za televizijsko kamero. Kristjan je za te vplive še posebej dovzeten. Dokaz ni samo to, da v parlamentu ne premoremo svoje stranke. Dokazi se vrstijo v različnih skupinah znotraj cerkve, kjer lahko obravnavajo zadnje obskurne teme, skrb za skupnost, če ji rečemo politika, pa je praviloma bodisi tabu, bodisi nekaj slabega. Z referendumi in z raznimi pobudami, tudi našo nazadnje, se trudimo korigirati škodljive in slaboumne stvari, ki bi zanje niti ne vedeli, če bi se pravočasno vključili v javno delo. Poseben dokaz šibke politične zrelosti se kaže v odnosu do naših lastnih voditeljev. Kdo od nas pa je zares od blizu poznal doktorja Andreja Bajuka? Nihče, skoraj nihče. A se je veselo odrihalo čezenj, kakor so narekovali mediji. Podobno pri nadškofu Rodetu. V takem stanju je razumljivo, da se ni lahko izpostaviti kot kristjan politik. Ne nazadnje zato, ker tudi v tej politični opciji jasno ni vse zlato. Eden je lenuh in nergač, drugi je koristolovec, tretji bi na mesto vodjenja političnega dogodka molil in bral poezijo, četrti bi štartal z ekonomijo, peti videl temelj v PR-ju, šesti ne mara prvih 2, sedmi užaljen, ker ga niso poklicali, ko so bili na oblasti, 8 vidi nekaj ustanavlja, 9 navija za konkurenčno listo, 10 pa bo izstopil iz stranke, če bo izgubil funkcijo. Tudi taka je realnost, kot vedno med ljudmi. A odgovornosti in poziva, da prispevamo, nas to ne odvezuje. Pridimo zraven, delamo, zbližujmo, izboljšujmo. A v Sloveniji je še tretja, najtežja stopnja. Že danes smo lahko začutili. To je trud za odkrivanje resnice v našem narodu. O tem, kaj se mu je zgodilo v preteklih desetletjih. S tem stopimo v svet, kjer se stvari postavijo na glavo. Ubijalec je junak,
domoljubje izdajalec. Ni je bolj nehvaležne naloge v Sloveniji, kot lotiti se tega. Vatli, ki se uporabljajo povsod po svetu, pri nas ne izmerijo ničesar. Živimo mimo brezna človeških tragedij, kot da se nas to ne tiče. Je to krščanstvo? Realnost postaja privid, mi pa nekakšni statisti, nemi pretrjevalci mitov. Vplivi tega so zalezeni v vse družbene pore. Če hočeš priti stvari do dna, si huiskač, kulturno bojnik, nestrpnež, revanšist in seveda še vse tisto, kar so nam že itak lepili 50 let. No, tudi tvoji ti bodo hitro prigovarjali, da to pa ni v redu, kaj bi delali z draho, kaj bi se delili. Saj nismo bili obranci. Pa je res ravno nasprotno. Polarizacija bi se razgubila z odkritjem resnice. Saj, če poenostavim, ne bi mogla polovica naroda proti drugi polovici zatrjevati, da je treba domoljube in poštenjake pobijati. Brez dvoma smo tukaj v tistem vozlišču, zaradi katerega ne moremo naprej. Ne v medsebojno sproščenost, ne v družbo ekonomsko razvitih narodov. Dokler stvari ne razčistimo. Namenoma sem nekoliko banalen, ampak kdo si upa zagovarjati, da je za človeško telo, pokrito recimo z zastrupljenimi ranami, najbolje, da ga pustimo, pa bo že čas prinesel svoje. Čas bo kaj prinesel k večjemu soočenju in sanacijo, sicer pa potekal naprej brez nas. Temeljno vprašanje naše prihodnosti je torej stvarnost, resničnost. Biti pri sebi, živeti v resnici. To sta dva stavka dveh velikanov tranzicije, češke in slovenske. In ta dva stavka najbolje povzemata naš program. Živeti in biti sta glagola, ki ne pomenita nekega hipa, da te spoznanje ne doživite samo v plazi, ampak pomenita trajanje. Iz tega sledita dva izziva. Prvi je najti voljo, da se spopademo, raziskujemo in se trudimo razumeti, kaj se skriva za videzom slovenske politične scene in za mitom slovenske zgodovine. Odpoved resnici ne služi ničemur, pač pa vodi k diktaturi poljubnosti, pravi sedanji papež, nekdanji kardinal Ratzinger, in dodaja, potrebujemo pogum, da splošnim gotovostim upovarjamo. Drugi izziv pa je v tem, kadar razmislijo, le pridemo do najbolj skrajnih dejanj, ki jih je človeštvo zmožno, ne smemo pustiti, da gredo mimo. Da ne rečemo, slovenski holokaust, revolucija, ja, grozno res. Potem pa gremo naprej, kot da ni nič. Ne gre za to, da bi provocirali travmo, niti da bi zaradi zla na svetu morali hoditi naokrog venomer s kislimi obrazi, s čimer se da ne bi nič izboljšali. Gre za to, da spoznanje resnice na nas deluje in nam je v pomoč tako v osebni orientaciji, kot pri presojanju družbenega političnega življenja. To je verjetno edini način, da se otresemo bremena preteklosti, ki je breme samo do takrat, dokler ni razčiščena in ne zaživimo iz natančne ocene zablod. Težko se je spopasti s preteklostjo. A kdor ima to razčiščeno, ima v žepu zanesljiv kriterij, s katerim lahko stehta vse. Od nadškofa do predsednika države, pa do najbolj preprostega človeka. Rezultati, opozarjam, bodo velikokrat neskladni z izobrazbo in častmi. Pa malo pridigarski konc. Trud za realnost, se pravi to, da poznamo svoje kvalitete in svoje šibkosti, nam pri osebni rasti pomaga, da med pretirano skromnostjo in napuhom najdemo zdravo samozavest. Z njo bomo lažje prenašali tudi nepopolnosti drugih. Ne bo nas zanašalo v zasebnost,
ali po dvomljivih koncih političnega prostora. Skrajni čas je, da zares stopimo skupaj. S tem bo tudi narod kot celota najhitreje našel tisto moč, ki ga lahko kljub zmedenemu času zanesljivo popelje v dobro prihodnost.